Danes v Pomurskem dnevniku tradicionalni Bograč fest. Častni občan Murske Sobote. Gradbena dela na Slomškovi ulici. Štajerci boljši na derbiju. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V sklopu festivala Vinarium se je v soboto v Lendavi odvijal že tradicionalni Bograč fest, največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji. Pester program ter odlična kulinarika sta tudi tokrat v središče Lendave privabila številne obiskovalce. Bograč fest je dogodek, ki se v starem mestnem jedru Lendave odvija že skoraj 2 desetletji. Gre za prireditev, ki je načrtovana vsako leto zadnjo avgustovsko soboto in je pravzaprav festival kulinarike, kjer se ob kuhanju bograča in pestrem spremljevalnem programu predstavijo tudi tradicionalne vinogradniške jedi ter ostale domače dobrote. Vzdušje ulice, brbotajoči kotli, dimne zavese in tako naprej, to je tisto, kar želimo, da naši obiskovalci res doživijo tukaj na Bograč festu. Poleg tega pa jim seveda pripravljamo tudi bogat animacijski program za otroke, zabavni program z glasbo v popoldanskem času, kakor tudi v večernem. In seveda ne sme pa manjkati Bograč ponudba in verjamem, da je danes nikakor ne bo zmanjkalo. Tudi letos se je na Bograč festu zbrala množica obiskovalcev. Tekmovanje v kuhanju bograča pa se je udeležilo približno 60 ekip. Prireditev kot takšna je za občino Lendava izrednega pomena in je tudi velik doprinos za razvoj turizma na tem območju. Veseli smo, imamo kar precej, tekmovalnih bogračev, mislim, da nekaj čez 60. Jaz vem, da bodo skuhali vsi najboljši bograč. Na ocenjevanju se bo pač izkazalo, da je eden od tistih še boljši od ostalih. Lahko rečem samo, da Lendava s tem, ko prireja spet znova ta Bograč fest, pridobiva tudi na turističnem parketu nekaj več. In poleg teh ostalih, bom rekel, spremljajočih prireditev, se Lendava vrača v tisto novo normalo, v tisti turistični del, ki smo ga tako dolgo čakali. Posebnost na tokratnem Bograč festu je bila, da sta se v kuhanju bograča preizkusila tudi aktualni zmagovalec in tekmovalec Masterchefa. Se mi zdi, da moramo Slovenci spoštovati našo tradicijo in hrano, ki jo imamo doma, in jo probati dvigati na višji nivo, in sem v bistvu prav vesel, da danes lahko sodelujem na tem tekmovanju. Bograč mi je malo poznan, moram reči, da kakšen specialist nisem, ampak vsak dan se učimo. Lendava je sicer od leta 2011 razglašena tudi za svetovno prestolnico bograča. 14. februarja letos pa je hkrati postala še ponosna nosilka Guinnessovega rekorda v največji skuhani in postreženi količini bograča. In smo se odločili, da skuhamo en gromozanski bograč v enem velikem kotlu in ga tudi postrežemo. In to je bilo lansko leto, točno pred enim letom. Kaj pa v glavni sestavini tradicionalne jedi pravijo kuharji, ki so prišli skuhati bograč? Čebula je obvezno. Začetek, kak si s čebulo, takšna bo kvaliteta, ne? To moraš paziti na začetku. In koliko imaš čebule, toliko mesa, ampak to 3 vrste. Govejega, svinjskega pa divjačina. Ostalo pa potem še toliko pride krompirja na koncu. Seveda na koncu se zalije z vinom. To mora biti obvezno lendasko vino, ne? Vendar drugače pa so ostale pa tajne, ne? Začimbe pa vse ostalo. Skozi celoten dan je bil poleg odlične kulinarike na voljo tudi pester spremljevalni program. Mestna skupnost Lendava je tako med drugim pripravila dogodek Guinnessov Bograč se predstavi, društvo Art Vrtiljak pa je pripravilo Sladko ulico ter zanimiv otroški program. Obiskovalcem je bil na voljo tudi selfie kotiček in fotoboks ter Bograč trgovinica. Bograč fest pa se je nato zaključil še z večernim glasbenim programom. V baročnem salonu Soboškega gradu je potekala priložnostna slovesnost, na kateri so podelili naziv častni občan mestne občine Murska Sobota gospodu Yukiju Moriju iz Japonske. Ta si nenehno prizadeva za povezovanje slovenskih in japonskih podjetij in je velik ambasador našega malega mesta.
Prejemnik naziva častni občan je letos na predlog nekdanjega župana mestne občine Murska Sobota postal gospod Yukio Mori iz Japonske. Ta si je, kot uvodoma pove Jevšek, naziv prislužil za njegov neprecenljivi prispevek pri vzpostavitvi, krepitvi in negovanju diplomatskih in prijateljskih odnosov, promocijo naše države in Murske Sobote ter dragoceno pomoč pri odpiranju poslovnih vrat. V življenju mora človek imeti srečo, da sreča prave ljudi. Veliko takih je med vami, ampak posebej moram povedati, da sem imel kot župan, pa ne samo kot župan, tudi kot Aleksander Jevšek srečo, da sem srečal Yukija in Keiko. Tako iskrena prijatelja, vedno nasmejana, vedno v dobri formi in vedno pripravljena za pogovor in pa druženje ob vsem tem, da smo se, ko smo se prvi srečali, začeli najprej pogovarjati o poslu. Kaj bi lahko Japonska doprinesla k mestni občini Murska Sobota? Nikoli ne bom pozabil zgodbe o Yaskavi, kako se je Yukio in Keiko trudil za to, da bi Yaskavo pripeljali v Slovenijo in potem tudi v Mursko Soboto. Uspelo nam je Yaskavo pripeljati v Slovenijo in to je naš skupni uspeh. To sva tudi skupaj ugotovila. Ampak nekega dne mi je Yukio povedal v pisarni, veš, jaz pa mislim vseeno, da bi to moglo biti v Murski Soboti in povem ti, če bom še kaj naredil v življenju, bom pripeljal v Mursko Soboto eno japonsko firmo. In jo je. Vedno so govorili, to, kar Japonci obljubijo, to obvezno izpolnijo. In to velja tudi za Yukija. Yukio je z našimi mladimi podjetniki ustanovil firmo, ki je sedaj še zelo mlada in zelo mala. Počasi bo rasla in uspešno se predstavlja že na letošnjem Radgonskem sejmu in vesel sem, da so tudi najvišji politični predstavniki in gospodarstveniki obiskali prostor, tudi po zaslugi ekscelence in Yukija, ki so ga pripravili naši japonski partnerji, ki so letošnje leto bili poslovni partnerji 60. Radgonskega sejma. Yukio je pomagal veliko podjetnikom, tudi vinarjem in tudi našim pridelovalcem mestnih izdelkov, zato da so počasi začeli prodirati tudi na japonsko tržišče. In nobenega pomisleka nisem imel, ko sem pripravljal predlog za to, da Yukiju podelimo najvišje priznanje mestne občine Murska Sobota, častni občan. Yukio Mori je tako danes v Slovenijo, Pomurje in Mursko Soboto pripeljal številne gospodarske delegacije in poslovne partnerje iz Japonske, poleg tega pa je aktiven tudi pri povezovanju na področju kulture, za kar smo mu lahko v mestni občini Murska Sobota še posebej hvaležni. Kot na govoru še poudari nekdanji župan, si želi, da bomo z zdajšnjim častnim občanom sodelovali tudi v prihodnje. V petek je bila podpisana pogodba o nadaljevanju gradbenih del na Slomškovi ulici v Murski Soboti. Slomškova ulica bo tako prenovljena na odseku od Rimsko-katoliške cerkve pa vse do Mojstrske ulice, dela pa naj bi bila predvidoma končana do junija leta 2023. Podžupan mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj in član uprave Pomgrada Kristjan Ravnič sta v petek podpisala pogodbo o nadaljevanju prenovitvenih del na Slomškovi ulici. In sicer bo prenova obsegala del na obseku od Rimsko-katoliške cerkve pa vse do Mojstrske ulice. Mesto bo na križišču ob cerkvi dobilo novo križišče, širši pločnik s pasom za kolesarje, javno razsvetljavo, v celoti pa bo obnovljena tudi cesta na Slomškovi ulici. Namen prenove je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti, povečanju prometne varnosti ter povezanosti. Pogodbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša pa dober 1.476.000 evrov. Obnova poteka pod okriljem projekta Urejanje kolesarskih povezav prva faza in sicer v sklopu več projektov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Dela naj bi bila zaključena do junija 2023. Nogometaši Mure so na včerajšnjem prekmursko-štajerskem derbiju proti Mariboru pred polno fazanerijo morali čestitati gostom, ki so v 75 minuti dosegli edini zadetek na tekmi.
Črno-beli so bili predvsem v prvem polčasu boljši nasprotnik. Že ob začetku tekme so si ustvarili nekaj priložnosti, a niso uspeli premagati gostujočega vratarja. Konkretni so bili tudi Mariborčani, a jim v prvem delu igre ni uspelo zadeti. V drugem polčasu sta obe ekipi imeli nekaj neuspešnih poskusov. Potem, ko se je igra dokaj umirila, pa je v 75 minuti Maribor povedel. Po podaji v globino v kazenski prostor je domačega vratarja Obradovića premagal Roko Baturina. Mura je poskušala priti do izenačujočega zadetka, a zaman. Med drugim je Mihael Klepač zgrešil v 83 minuti. Mislim, da smo si na današnji tekmi zaslužili bistveno več. Imeli smo odličen prvi polčas, kjer smo dominirali, kjer smo nastreljali Maribor. Je pa dejstvo, da težko držiš takšen ritem, oziroma da imaš Maribor 90 minut pod takšnim pritiskom. Z teh zadev prvi polčas morali zadeti, da bi imeli še večjo kontrolo, ampak imel sem občutek, da imamo tudi v drugem polčasu. Nismo več bili tako nevarni, nismo si več ustvarili toliko priložnosti, ampak smo pa bili stabilni. Maribor je praktično skoraj nemogoče prihajal do priložnosti in na koncu pa le ena situacija, ki se je srečno iztekla za njih. Mislim, da smo jim imeli dosti več podobnih, ampak nam se žoga ni odkotalila v gol njim se. Mura z 9 točkami ostaja na 4. mestu lestvice prve lige. V 8. krogu pa črno-bele čaka gostovanje v Novi Gorici. Zavedajo se sami, da si zaslužijo več, da tudi sreča v tem trenutku ni glih na naši strani, ampak treba vztrajati, ni nobene krize igre. Tudi rezultatsko še vedno smo 4. na lestvici, ampak glede na prikazano na igrišču, glede na našo igro, mislim, da bi morali imeti več točk in če bomo nadaljevali v tem slogu, sigurno bodo tudi točke prihajale. Se zanimate za nakup poslovnih prostorov ali hiše? V Pomurju je trenutno na voljo kar nekaj aktualnih dražb hiš. Več o tem pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku v Goričku namerili 23, v Lendavi 24, v Murski Soboti in Radencih pa 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno jasno. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Čez dan bo delno jasno se spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 15 do 16, dnevne pa od 26 do 28 stopinj Celzija. V sredo bo sprva delno jasno, nato pa bo od zahoda vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Popoldne bo ponekod zapihal vzhodnik, na Primorskem zvečer šibka burja. V četrtek bo na Primorskem po večini sončno s šibko burjo. Drugod se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Postalo bo nekoliko hladneje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 15, čez dan pa od 20 do 28 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do jutri.